Mislim, da nek slab prezvok, ki ga marketing ima, je predvsem iz naslova vseh teh, ki se ga manj posrečeno lotevajo in nas potem na eni strani ali posiljujejo z reklamami, ki nam niso všeč, ali pa nam jih vrtijo v volumnih, ki se nam zdijo absolutno preveliki. Če ne boš imel kvalitetne vsebine, ljudje te ne bojo sledili, ne bojo imeli interakcije s tabo, ne bojo komentirali, lajkali, delili. Tako da jaz mislim, da je kot na vseh ostalih platformah, tudi na LinkedInu v bistvu pač ključna kvalitetna vsebina. Prepogosto namreč vidim, da se podjetje v bistvu pač zaleti v neko smer, naredi neko investicijo, izbere v bistvu nek kanal, brez da bi v bistvu naprej naredila domačo nalogo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Metro minutk. Danes je z mano Sašo Palčič, ustanovitelj marketinške agencije Madwise, specializirane predvsem za digitalne rešitve in o tem se bova v bistvu tudi več ali manj pogovarjala danes. Za začetek mogoče eno icebreaker vprašanje. Kateri trend v digitalnem marketingu je po vašem mnenju najbolj precenjen in kateri najbolj podcenjen? Po mojem mnenju sta najbolj precenjena ali pa podcenjena trenda, bi rekel, da so pač na eni strani influencerji in pa na drugi strani je pač AI. Influencerji kot nekaj, kar se je v bistvu zgodilo zelo organsko, od tega, da pač nekdo se pojavljal, izpostavljal, pa se je v bistvu zdaj razvilo v neko samostojno pač industrijo. Meni se zdi super, da v bistvu podjetje ima nek ambasadorje, da torej v bistvu jih nekdo predstavlja, zagovarja, predstavlja njihove prednosti, ta del se mi zdi super, da pa v bistvu pridemo do nivoja, ko pa se uporablja nekoga, ki je pač včeraj prodajal paštete, danes oblačila in jutri avte in te v bistvu predstavlja na ta način v bistvu nekdo, si pa sprašujem, ali v bistvu ta zadeva brandu še v bistvu ustvarja neko vrednost ali pa mogoče mu še celo škodi. In na drugi strani se mi zdi, da nek tak podcenjen trend bi pa rekel, da je pa mogoče pač umetna inteligenca. Iz večjih razlogov, na eni strani mislim, da sploh še ne razumemo ali pa se ne zavedamo neke amplitude vpliva, ki je v bistvu ta zadeva na nas pač imela. Svet tam zunaj je sicer sila polariziran in polovica pač pravi, da je v bistvu pač to brez veze in da vse, kar AI producirajo, v bistvu pač en kup nekega neuporabnega balasta in ta druga polovica pač razlaga, da je pač to najboljša stvar po elektrike ali pa pač industrijski revoluciji. Tako da ta del bi pa jaz rekel, da predvsem z vidika volumna uporabe bi pa rekel, da je pa podcenjen, da pa ima ful več potenciala, kot pa ga ljudje uspejo prepoznavati, predvsem zaradi tega, ker pač ima nek learning curve, nekaj časa ga moraš uporabljati, zato da lahko dobiš res neke uporabne stvari ven iz njega. Ampak v bistvu zdaj, ko ste omenili influencerje vplivneže, se mi zdi, da zdaj številna podjetja oziroma znamke nadomeščajo vplivneže z nekimi temi UGC kreatorji, ki naj bi bili bolj avtentični in naravni, ampak vi ste pa v bistvu tudi pred kratkim pisali o tem, da se nekako tudi pri teh vsebinah prepoznava, da niso več avtentični. Tako da, kaj je tukaj neka rešitev, oziroma kako sploh furati avtentičnost, če pa so itak uporabniki zasičeni z vplivneži in z UGC vsebinami in nasplošno s tem, da jim ves čas nekdo poskuša nekaj prodati. Torej v svetu, ker se pogovarjamo o tem, da je pozornost človeka le nekaj sekund in še ta se v bistvu zmanjšuje, smo pa na drugi strani sposobni na Netflixu preživeti ure ali pa tudi preskrolati na nekem feedu Instagrama, TikToka spet ogromne količine časa ali pa prebrati v bistvu precej dolgo knjigo. Tako da jaz mislim, da je skrivnost, če temu tako rečeva, v neki kvalitetni vsebini. Torej, se strinjam, da je v bistvu na vseh kanalih ogromen volumen vsebine, poplava vsebine in z AI-jem ta volumen v bistvu samo še narašča. Absolutno, ja. Mislim pa, da v bistvu torej neka ideja ali pa misel pravi pač your vibe attracts your tribe. Torej vedno bomo mi našli vsebino, ki bo nam zanimiva, ki bo v bistvu sestavljena na način, ki nam je simpatičen, podana na način, ki nam je simpatičen in nenazadnje mogoče tudi prihajala od človeka, ki nam je simpatičen. Tako da jaz mislim, da bo to veljalo tudi za brende. Torej, če se pogovarjamo na eni strani o influencerjih, smo si v bistvu nekih teh ogromnih makroinfluencerjev, če mu tako rečemo, ki ima, po nekaj 100,000 followerjev, se zdaj počasi premikamo v neke bolj mikro in nano influencerje.
Pa tudi se mi zdi, da se tudi od izraza influencer se počasi premikamo v neke bolj ustvarjalce vsebin. Torej nekaj, kar je mogoče bolj pristno, nekaj, kar je bolj iskreno, nekaj, kjer je mogoče zaznamamo več mogoče nekega prodajnega, manj prodajnega momenta, ampak na drugi strani več neke iskrenosti in pristnosti. Vsi mi zdi, da je mogoče ta industrija tudi postala totalno skomercializirana in iz tega naslova izgubila en del neke vrednosti in pristnosti. Se absolutno strinjam. Ko je že govora o nekako dobrih vsebinah, bi se mogoče dotaknila zdaj še LinkedIna. To je za marsikoga neulovljiva platforma, nekako težko je pogruntati strategijo zdaj, kaj se bo prijel, kako pritegniti mase ljudi. Ampak vi ste tukaj izjema, ker kot sem videla, imate več kot 15,000 sledilcev na LinkedInu. Pred nekaj časa ste si nekako postavili strategijo objavljati redno, ne vem, zdaj je to vsak dan ali večkrat na dan. Kaj je torej ključ za uspeh tukaj, ne? Jaz mislim, da neko redno objavljanje zagotovo, ne? Ampak na drugi strani mislim, da spet prideva do neke kvalitetne vsebine. Zdaj, torej, če ne boš imel kvalitetne vsebine, ljudje te ne bojo sledili, ne bojo imeli interakcije s tabo, ne bojo komentirali, lajkali, delili. Tako da jaz mislim, da je kot na vseh ostalih platformah, tudi na LinkedInu v bistvu ključna kvalitetna vsebina. Zdi se mi, da je fajn, da si izbereš v bistvu neke teme, ki jih pokrivaš in da si v bistvu potem v tem delu konsistenten. Podobno kot spet na ostalih platformah, ne? Recimo na Instagramu, če si objavljal kuharijo, so te potem sledili ljudje, ki jih je zanimalo kuhanje, če si objavljal hribe, so te sledili hribolazci. Kot neka niša v bistvu, ne? Ja. Deva temu reči, ali rečemo niša ali pa neko vsebinsko področje. Tako, okay. In na LinkedInu je podobno, ne? Lahko ti torej zdaj pišeš o marketingu, brandingu, employer brandingu, mogoče lahko čisto o nekih še bolj tehničnih zadevah, ne? In odvisen od tega spet, o čemer pišeš, boš rezoniral z neko svojo ustrezno ciljno publiko. Tako da jaz mislim, da moja dva predloga bi bila neka konsistenca objavljanja pa kvaliteta vsebine. No. Pa imate recimo strategijo objav znotraj tem, ki jih pokrivate, ne vem, marketing, delo z ljudmi in podobno, ali pišete tudi čist, ne vem, nekaj, kar zarezonira z vami v tistem trenutku, pa je potem to objava? V resnici oboje. Torej, na eni strani so v bistvu dajmo temu reči, obstajajo neki vsebinski stebri, katerih se v bistvu probam držati. Na drugi strani se ti včasih zgodi, da dobiš neko idejo, si bil prejšnji teden na nekem dogodku, se te nekaj dotaknili in to sestaviš in spišeš. Zdi se mi, da te vsebinski stebri so pomembni predvsem zaradi tega, ker včasih ti zmanjka idej, malo zaplavaš, nimaš časa in je vedno lažje, če imaš nekaj, na kar se lahko nasloniš, zato da lahko spet nadaljuješ, da bo reči približno tam, kjer si nazadnje ostal. Okay. Greva zdaj nazaj k umetni inteligenci. Ne? Na začetku ste jo izpostavili kot v bistvu podcenjeno zadevo v marketingu, ampak po drugi strani sva pa tudi omenila, da še prispeva k količini vsebin, ki se zdaj rolajo po vseh omrežjih. Ne? In v bistvu konec koncev zdaj vsak lahko piše, vsak lahko dela neke podobice, kar je bilo prej stvar, ne vem, mogoče grafičnih oblikovalcev in tako dalje. To se vam pa ne zdi minus, na primer? Jaz mislim, da tle zdaj prideva do nekega efekta, ki ga marketing ima skoraj na vsaki platformi, ki se jo dotakne. Ne? Torej, ko je prišel ven radio, je bila to neka sproducirana vsebina, ne, z neko kvaliteto, ko so se jim pridružili oglasi oziroma ko ga je komercialni del posla odkril, je ta zadeva se poleg vsebine prišlo še nekaj drugega in ti zato, da lahko poslušaš vsebino, moraš v bistvu poslušati tudi oglase. Ista zadeva se je zgodila kasneje s televizijo, ista zadeva se je zgodila v bistvu kasneje z internetom in se zdaj dogaja z AI-jem. Torej imamo v bistvu platformo, ki v bistvu pride ven fresh, neokrnjena, da temu rečeva, v nekem trenutku odkrije marketing, oziroma niti ne da je marketing odkrije, ampak vendarle živimo v kapitalizmu, ne? In v bistvu ideja vsake izmed teh platform je monetizacija. Nek, da reči, delničarji ali pa kakorkoli, lastniki v ozadju pričakujejo nek donos v bistvu na to neko svojo investicijo. Pri marketingu pa tako, ne, da se ga podjetje in posameznike zelo posrečeno ali pa manj posrečeno lotevajo. Ne? Jaz mislim, da
nek slab prezvok, ki ga marketing ima, je predvsem iz naslova vseh teh, ki se ga manj posrečeno lotevajo in nas potem na eni strani ali posiljujejo z reklamami, ki nam niso všeč, ali pa nam jih vrtijo v volumnih, ki se nam zdijo absolutno preveliki. In podobna zadeva se zdaj dogaja z AI-jem. Torej vsi, ki v bistvu ga ne natrenirajo dovolj dobro, se ne poglobijo, ne naštudirajo dovolj te svoje ciljne skupine, ampak v bistvu samo uporabljajo za neko masovno produciranje vsebin in v bistvu na ta način v bistvu samo smetijo vse ostale kanale. Je pa res, da imajo iz tega naslova pa pač težave tudi tisti, kjer pa se trudijo v bistvu producirati kvalitetno vsebino, ker je pač tako zelo velik volumen balasta, da se nekdo, ki proba zdaj skozi ta nek svoj newsfeed se prebiti, ima pač neke težave to pač narediti. To je res, ja. Zdaj delate v stroki, kjer je v bistvu po moje vsak dan, vsak teden se zgodi nekaj novega, ne, v bistvu količina informacij je ogromna, tudi znanja se mi zdi, da v bistvu, ne vem, z vsakim letom je potrebno več znanj in da nekako navigiraš skozi vse to, kar se dogaja. Kako se soočate s tem, koliko recimo tudi časa preživite online ali pa v pospremljanju vseh trendov in podobno? Se strinjam, da ta naša stroka ima to neko specifiko, da se konstantno v bistvu spreminja. Zdaj pa ali pride v nova tehnologija, ali pride v nova platforma in je iz tega naslova v bistvu prisotnega ogromno tega FOMO efekta. Tako da jaz bi rekel, da na nek način je malce težko delati v tej industriji, ker se ti imaš konstanten občutek, imaš, da pač nekaj zamujaš. Jaz v mojem primeru to pač rešujem z veliko branja, spremljanja, gledanja, pač se trudiš biti odprte glave in moraš pristati na to, da tisto, kar si mogoče še včeraj verjel, danes ni več relevantno. In da se tle rabiš v bistvu v tem delu non-stop spreminjati. Ni, da si se recimo tako kot mogoče kje drugje ti tekom nekega izobraževalnega procesa nekaj naučil in se potem v bistvu ta zadeva naslednjih 10 let pač ne spreminja, pri nas je v bistvu vsak dan, če ne vsak teden, pač nekaj novega. In zdaj zato, da v bistvu pač mi smo storitveno podjetje, servisiramo podjetja in zato, da lahko z njimi v bistvu vstopaš v debate in sodeluješ in brainstormaš, rabiš v bistvu v vseh teh temah biti pač poučen. Ker v nasprotnem primeru ne želiš, da se ti zgodi, da v bistvu tvoji naročniki neko področje obvladujejo boljše kot ti, ker v tem primeru pač postaneš nepomemben in nepotreben. Se pravi, najpomembnejša lastnost nekako za delo v digitalnem okolju je dejansko odprta glava, pa najbrž pripravljenost na spremembe. Jaz bi rekel neka radovednost. Radovednost, ok. Zdaj pa mogoče za zaključek še to. Reciva, da imamo neko mikropodjetje, ki ima omejen budžet za pač prodret na trg, ne vem, par tisoč evrov, ne vem, kakšni zneski so tukaj in želijo to vložiti v digital. Kaj bi jim svetovali? Jaz mislim, da pri tem budžetih, o katerih se zdaj pogovarjava, smo na nekih takih bolj ali manj gverilskih pristopih. Jaz vedno predlagam, da dajmo se najprej poglobiti v našo ciljno skupino. V smislu tega, kdo sploh oni so, kako vidijo v bistvu ta problem, ki ga v bistvu mi rešujemo, ki pač oni funkcionirajo. Ker prepogosto namreč vidim, da se podjetje v bistvu pač zaleti v neko smer, naredi neko investicijo, izbere v bistvu nek kanal, brez da bi v bistvu naprej naredila domačo nalogo. Če imaš po bistvu sploh nek tako zelo majhen budžet, se mi zdi pa ta zadeva še toliko bolj pač pomembna. Ker v tem primeru pa običajno veliko podjetje gre lahko napačno smer, fali, zapravi nek volumen denarja, naredi popravek smeri in si ga lahko v bistvu nekajkrat to privošči narediti in bo pač časom v bistvu pač prišel na ta svoj cilj. Če si ti majhno podjetje, ti v bistvu običajno nimaš v bistvu tega manevrskega prostora in rabiš v bistvu relativno hiter zadet. Zaradi tega se mi zdi še toliko bolj pomembno, da se greš pogovarjati za svojo ciljno skupino, res dobro razumeš ta njihov pain, tako da jaz bi v bistvu s tem štartal. Torej se greš z njimi pogovarjati, ugotoviš, kje v bistvu oni preživljajo čas in greš potem v bistvu na tisto platformo jih v bistvu nagovarjati, da govoriš v bistvu v jeziku, ki ga oni razumejo, da govoriš o izzivih, kot jih oni v bistvu vidijo in jih na ta način v bistvu probaš nagovoriti, prepričati, privabiti, karkoli že pač.